Ja, in lepo zdrav z Konjskega vrha. Pred slabim letom smo tu sedeli z Manco Košir, ki je v teh dneh prešla v obnebje svetega. Ja, verjetno si lahko mislite, da bomo tudi današnje, vsaj uvodni del tega našega druženja z vami začeli v živo, z mislijo na Manco, kasneje pa z spominom na Manco. Tako, in v včerajšnjem časopisu Nedelo smo lahko prebrali tvoj zapis, ko si o njej med drugim tudi tole zapisal. Manca je Manca, original, božanska izvirnost, ki nas je obujala k nam samim, da bi lahko bili v odnosih pristno igrivi, hudomušni, dopolnjujoči, da bi lahko bili ljubezen. V zadnjem obdobju mi je teden za tednom pošiljala pridige, ki jih je izpisala z ozirom na evangelijski odlomek tiste nedelje. V njih je osvobajala podobo Boga od vse institucionalne manipulativne navlake. V njih je dihala Božja ljubezen kot osvobojajoča naklonjenost in sočutnost, ki se sklanja v srčiku naše biti, da kot sveti svetli naše misli, globino srca in duha. Potem pa mi je v torek 16. aprila sporočila. Dragi Karli, mi ljubljeni, v nedeljo ni bilo nobene pridige in nobene ne bo več. Včeraj je konzilij potrdil moj uvid, terminalna faza. Zavrnila sem vse zdravljenje, umrla bom kmalu. Nimam moči za druženje, za telefoniranje, hoditi ne morem več. Prosi za mojo smrt, čim prejšnjo. Objemam te, vesela in srečna. Konec tega bolečega sranja. Hura, Manca. Kako si sprejel njeno sporočilo? Težko, ne? Ja, sem sicer napisal, da bom molil za to, ker je prosila. Mi smo drug drugemu dragoceni, ne? V tej zunanji podobi, v njej se zaznamo, prepoznamo, se objamemo, se slišimo, v njej zvenimo, ne? In potem, ko se moraš posloviti od te zunanje podobe, je gotovo potrebno žalovati in seveda, da potem lahko odžaluješ, da ta zunanji zven potem postane na nek način duhovno zvenenje, ta duhovna povezanost z tisto osebo, ki je na videz oči odšla, v resnici pa ostaja z nami. V tem je najlepše pripovedoval Pavček, saj sem že omenil, ne, ko je govoril o slovesu od svojega sina, kako se začne tam v globini teme, izgube, naenkrat prebujati neka svetloba, in kako v tisti svetlobi zaznaš tiste, ki so odšli, in prepoznaš, da so še vedno s teboj. In pravi Pavček, in kar naenkrat je svet prepojen z njihovo prisotnostjo in je pomenek z njimi neskončno blažen in dobrotljiv, in ugotoviš, da nisi več samo tukaj, da si že tudi ti onkraj in da oni onkraj niso samo tam onkraj, ampak so tudi s teboj, ne? Pa še eno lepo tako znamenje sem doživel, mi da z Manco sva se dogovorila, da tisti, ki bo prvi prestopil prag večnosti, ne, bo dal drugemu znamenje, ne? In takrat, ko je bil četrtek, ne, ko sem sedel za računalnikom in pišem knjigo, ki je delovno naslovljena, kako misliti ta svet drugače, in sva se tudi o tem z Manco veliko pogovarjala, sem v nekem trenutku zaznal njeno prisotnost. To zdaj zelo težko opišem, kako, ne, ampak bila je tu, bila je navzoča, ampak to nisem zaznal samo notranje, močno zaznal. In vem, da sem si napisal na listek, pogledal sem na računalnik, koliko je ura, si napisal 8:24 zjutraj. Potem so mi okrog poldneva sporočili, da je prešla, in niso mi tisti, ki me je javil, ni vedel ure. Potem sem pa zvečer poklical še njeno prijateljico in je povedala, da prav v tistem času je. Manca je držala besedo in prišla javiti, ne. In še nekateri prijatelji so mi govorili o znamenjih, ne, ki jim jih je dala prav nedavno, ne bom povedal imena, ne, ker ne vem, če lahko nisem vprašal, ne, je priletela ptica
dvema njenima prijateljima in je obstala. Ne? In pol sta šla, zakaj ne odleti, in sta jo prijela v roke in jo gledala, božala, in potem je odletela. Ne? To so ta znamenja, ki nam jih lahko tisti, ki so našemu življenju dragoceni, nam sporočijo po njih, ne? Da so odslej krilata prisotnost, angelska prisotnost v našem življenju. In na koncu tvojega zapisa je rečeno: Manca je vsako leto počitnikovala na Konjskem vrhu, tudi odslej bo diho ljubezni. In kot sva že rekla, lani poleti je bilo, smo prav tukaj posneli 2 pogovora z vama, zato bomo zdajle pripeli zraven odlomek iz njiju. Ja, midva pa vas od žive prisotnosti pozdravljava v prisotnost Mančine bližine izpred enega leta. Srečno. Srečno. Jaz sem dobila od Jane čudovito držijo, Ja. tole vrečko za knjige. Rastimo, pomenljivo, ja. Ja, in takoj sem dala noter mojo knjigo, O, ta zadnjo lepo. Iz neba do dna. Ja. In ker ti toliko poudarjaš tihoto, in ker jaz mislim, da je to najpomembnejši sveti prostor za graditev duhovnosti in zaupanja, bi jaz tole prebrala o tihoti, ker sem to napisala lansko leto pretekle na Konjskem vrhu, ja. ker sem zaslišala ta glas navdiha, kar nekaj srčnic je tukaj nastalo, in tale o tihoti je nastala, ker sem se tamle zibala in poslušala tihoto gozda in narave in tole gre, malo slabše berem, ne, s pol jezika, ampak po mojem se me razume, a ne? Odlično. Ja. Tihota me vabi, naj se potopim vanjo, izstopim iz hrupnega sveta in čisto potiho vstopim v globine srca. V tihoti bom lahko ležala na travniku miru, se smehljala oblahom in risala mavrico, ko bom mirno sedela v sebi. Ne bo zahtev, kaj moram, ne bo glasov, ki bi me priganjali. Ti so del sveta, iz katerega bom odšla na počitnice duha. Hadljiv. Dobila bom drugačen pogled v istih očeh. Pogled neba, ki ne sodi, ne analizira, ne kriči, da bi preupil druge glasove. Tako bom lahko poslušala glas presežnega, ki domuje v samoti in tihoti, v naši edini resnični domovini, ki se imenuje ljubezen. Navdih, kot za tele srčnice, je od duha in ta bližina, ki ne potrebuje dihanja za vrat, je tudi od duha, ker nas povezuje nekaj presežnega, nekaj drugega, ne rinjenje v drugega, ampak ena duhovna bližina, ki ima posrednika, ki ima 2 roki, levo in desno roko nekoga, ki tebe drži za eno, mene za drugo, pa je ne vidim, ampak diha skozi naju. In ta dih, to je sveti dih. In mene to tako navdušuje in sem vedno znova očarana in sem srečna, vam povem, ker sem pred mnogimi leti razrešila naslednjo dilemo. Jaz sem bila tudi ena od tistih, matematičarka, gospa profesor, hoče imeti prav, ne? In potem sem ugotovila, ali naj imam prav, ali naj bom srečna. In sem se odločila, da sem raje srečna. Odlično. In sem to spustila. In umiranje je v bistvu spuščanje. In ko pride smrt, moramo spustiti vse. In stari Grki so rekli, da je filozofija priprava na smrt,
To pomeni, da moramo mi se učiti spuščati sleherni dan in se učiti dihati s tem božjim dihom. In zato je meni Sveto pismo, ne knjiga zgodovine, se ti upravičujem, Hadley, ampak knjiga modrosti. Ja. In ko je Jezus dihnil vanje svoj dih, je dihnil Svetega Duha. Tako je. In ta dih se zdi meni nekaj najlepšega na tem svetu. In vem, da ko izdihnemo, nekje drugje vdihnemo. Ta isti dih. Kaj bi zaželela na koncu tem, ki naj jo spremljajo? Joj, sem hvaležna za to sobico, ki je simbol modrosti in zato ima tudi knjigo. Hvala, knjižnica. Ampak soba je tudi simbol smrti. In želela bi, da se mi ne bojimo svoje minljivosti, svoje krhkosti, tudi svoje ranljivosti, ne. Saj ne nas bo strah, saj še celo Jezus rekel, ne, naj gre ta kelih mimo mene, ne, ampak tvoja volja naj se zgodi. Utrjujmo zaupanje, da je vse dobro, da je vse v redu in da smo ljubljeni in v naročju angelov in Boga. Srečno!